To so PlayStation očala, zdaj pa bi še vaj vprašal glede, kaj si mislita Appleovih očal, ki so se promovirali. Dobra tema, a veš, kar ti začeva. Zakaj, kaj reči tukaj? Ne? Zdaj, kot za kakšnega, kar mogoče je tukaj prva tema, ki je treba udariti, kaj je sploh namen, pa kaj je hotel Apple povedati s tem očali. Ne? Zdaj, karkoli smo mi danes rekli glede AR, VR, XR, še vse ostale drugih, to je zdaj vse spatial computing. Ne? Okay. Noče, da uporabljaš te termine sploh. Prepovedano je, da ti svoje appe rečeš, da je VR, da je AR ali XR ali pa MR. To je prepovedano. Ne smeš tako appa, moraš reči spatial computing app. Wow. Veš, ker on nima OLED ekrana, on ima retina display or something, kaj ima. Ja, jaz sem gledal eno predstavitev Vision Proja, za katero se je reklo, to je najboljši v bistvu predstavnik, kako bo Vision Pro izgledal. En njihov velik selling point je bila ta panorama, pa recimo gledanje filmov. Ja, televizija, gigantska. Ja, pa to, da recimo, računalnik, če delaš od doma, kar je zdaj pogosto remote delo, da si lahko v bistvu skrine nastaviš recimo na mizo, imaš potem kot nek trojni zaslon. Mislim, to je zdaj že leta aktivno, definitivno. Ja, tudi na telih očalih. To lahko delaš že na Quest 2, ki si lahko naredil. Na CV1 sem jaz to lahko naredil, ampak nisem mogel nič prebrati, ker je bila tako nizka resolucija. Apple je zdaj eno fora, se mi zdi. Jaz sem videl na Twitterju, z MacBookom je bila ena fora, da nisi mogel enega zaslona še dati zraven. Ja, in je samo podvojil zaslon na MacBooku. In je bilo pač a niste ta očala naredili zato, da boš lahko imel več zaslonov? Ja. Ne sem to, kar se tega tiče, mislim, da je bil nek selling point iz njihove strani, nismo pa zdaj čisto sigurni. Ne? Zdaj vem, da to tudi seveda je v razvoju še zdaj, ne vem, kaj bojo kasneje pušali. Ampak ja, definitivno imajo neke želijo redefinati trenutni computing. Ne? Se pravi, da nimaš več tistega ali prenosnika na nogah, ali neke tablice v rokah, ali pa pač preprosto za mizo, da sediš na stacionarcu. Njihova želja, kakor je, se pravi, s tem headsetom je to, da ti uporabljaš headset kot računalnik. Ne? Se pravi, da boš ti lahko dičal mogoče do neke mere tvoje kišto, tvoj prenosnik za samo headset. Ne? Kaj pa telefon dičaš za to? To pa mislim, da še ni želje. To so bolj te AR glasses, pa to če že. To je bolj mišljen, se pravi, za menjavo računalnika trenutno. Ja, se pravi, mobilne naprave pa ure naj bi pač bile bolj komplementarne, se pravi, s headsetom. Se pravi, bolj je njihova želja, da povežejo vse skupaj v očala, ti lahko z očalem dejansko vse delaš. Kakšne bojo zmožnosti novega? Lahko še nekaj dodam. Ena dobra stvar, recimo, da je Apple vstopil v to igro, je to, da bo zdaj v bistvu to cool. To pa je cool, ker do zdaj je v bistvu bilo pač čisto splošno prepričanje, da je to geekiš pa to, ne? Zdaj pa v bistvu, da bo to neki tako pač professional, izgledaš. Isto, ki je bilo telefon, ura, a veš, če si bil geek, ne? Zdaj pa v bistvu to že čisto standard, če nimaš digitalne ure, kdo si ti? Kaj imaš navadno? Ja, analogno. Zdaj da uro gledaš. Čak, koliko je ura? Sam moramo pa pri tem še neki Vision Pro povedati, cena. Ja. Krepkih. To za evropske standarde je to čisto preveč, bom tako rekel. Sploh, naprimer za Slovenijo, čisto preveč. Mislim, poleg drugih se sploh ne bo prodajala v Evropi zaenkrat. Zaenkrat sploh še ne moreš v Evropi kupiti. Samo za ameriški trg bo trenutno in je pa cena $3500. Ne? Je pa tudi res, da se pravi... 1500? Ne, 3500. Ja, evo. Je pa, mislim, če mene vprašaš, je tukaj ena dobra stvar in sicer, da imajo v bistvu procesor, ki je noter, je ekvivalenten njihovim prenosnikom. Ne? Se pravi, tisti M-Tra, Ultra... M5, kaže. Ja, M-procesor, ja. Ki so v MacBookih, right. Ampak načeloma ne bi bil zelo capable, ne? Se pravi, in editanje video, če damo pač kot nek potencialno tržno nišo, ali pa... Kolikor sem videl, ne rabiš več, naprimer, tukaj imaš kontrolerje, ne? Da tam dejansko so tvoje roke, recimo, da pinčaš prste in ko pinčaš prste, dejansko imaš pred sabo nek zaslon, nek dashboard, kjer so ikone, tako kot na Windowsih. In potem, ko pinčaš prste, klikneš na tisto ikono in se odpre. Ne klikneš.
ampak z očmi, eye tracking ima, to moraš poudariti. Ja, ampak če hočeš double klikati, varianta odpreti, To pa ja. pinčeš prste. Ampak To je moraš to. pogledati zadevo, Ja. pa tudi. Ali pa dvakrat blinkneš, ne? Are you in trouble? Pa kakšne bojo kapacitete Vision Proja v primerjavi z recimo s Questom, kaj bo ponujal od novih tehnologij, kar prej ni obstajalo, naprimer? Kar se mene tiče praktično nič. Ja, nič. Mislim, definitivno, mogoče bojo kaj naredili. Ja. Poleg tega, ok, processing power, rečemo, ok, to je top. To definitivno, ja. Ampak kar pa, ne vem, kar so govorili, ni nič novega, to že vse obstaja. Ja, pa kaj so justifija $3,500? To, da imaš svoje oči spredi, To, da pa je- znaš Wi-Fi oči gor. To, da imaš aj spredi? To justifija to, da so Apple. Evo, bom tako rekel. Ja, Ja. jaz mislim, da Oni je, nočejo delati z izgubo, ne? mislim, da Definitivno ne. morajo pokriti development cost. Ej, slišal sem pa eno teorijo, ki je ful se zdi pametna, zakaj je tako velika cena zdaj, da bojo vsi ti streamerji pa tako si lahko samo privošli Ja. in to je pro verzija. Pa bojo dali navadno verzijo ven, da ko se bo to prijelo, da bojo vsi ostali kupili cenejšo verzijo. od nekega. Sam, Kar poznamo Apple, tudi ne bo toliko cenejši. Ja, to je- Samo če boš ti Res. dal nek produkt, spravi influencerju, pač namen cel je, da ti hočeš propagirati prodajo tega produkta in če ta produkt ne obstaja, kaj boš prodajal? Right? Finta Zakaj je- bi dal streamerju en produkt, ki ne obstaja na Samo to trgu? se right? menimo o VR očalih, ko še ni tako Prav, hudo oni bojo prodajali razširjeno. tehnologijo. Idejo dajo ven. Ok, yeah, Idejo, makes sense. dude. Ja. Čeprav spet, ne, kar se tiče Apple, res kaj justifija to ceno. Mogoče res samo povezal njihov ekosistem, ker kar se tiče UI-ja, UX-a, ne, se pravi, Ja. dejansko User izkušnje experience. uporabnika, oni so tam poznani po tem, da res zrihtajo zadevo. Ne, Ja. Kakor- Ja, Apple je najboljši na trgu, kar se tiče tega, torej, samega Uporabniške user izkušnje, experience, ja, ne. uporabniške izkušnje. Ja. Mogoče zaradi tega, ko enkrat priješ pač v njihov tale... Težko je vam priti, Težko je vam prijeti, ja, v ekosistem, ja, to besedo sem Ker je iskal, ja. toliko full Po moje, proof, ne. a zaradi tega potem, zaradi tega, ker enkrat, ko si noter, potem itak ne znaš nič več drugega uporabljati. Ja, Ne, okay, ja, that makes znaš sense, več ja. drugega uporabljati. Ja. Ja. Saj se vidite, vsi oni, ki imajo, meni se tu zdaj ful opažam, oni, ki imajo iPhone, ne. Noben drug telefon, sam iPhone. Ja, točno tako, ja. Ja, Zanimivo, glede na to, da je Apple produkt, bi si predstavljal, ker ko razmišljaš o Apple, razmišljaš o iPhonih in vidiš vrste, ne glede na to, kje na svetu si, vedno so vrste pred izdajo nove verzije. Right? Tokrat, basically a cult. tokrat naj bi bil v predprodaji It is. 200,000 sistemov, naj bi bilo v predprodaji zdaj prednaročenih. 200,000 se mi zdi pač predvsej majhna številka za Apple. In poleg tega naj bi bili zmožni proizvedeti samo 100,000 sistemov. Zdaj ne vem, ali so te cifre resnične ali ne, ampak 200,000, kako mislite, da se bo prijel ta Apple sistem? 200,000 ni toliko malo, Okej. mislim tako rekel. Ja? prva stvar, ne, ki je lahko tukaj rečem, jaz ne poznam cifr, kaj je dejansko, se pravi, so predvideli za prodajo, pa koliko je folk pokupil, ne, pa rezerviral, ker trenutno je presale, ne? Ja. Nekaj takega. Pride ven, mislim, da nekje začetek februarja, če se ne motim. Ja, tako je. O, to je Tako. kmalu. Ja, In kmalu, kar sem že zdaj slišal, je, da se na prvi dan definitivno ni razprodal. Ja. Tako da je to, mislim, da prvič za Apple. Da se ni vse razprodalo. Ja, ker to je neka nova igrača. Tako kot Pa kar draga je. gumb. Plus, To je drago. Mislim, Ja. mogoče Pač za ameriški 3000 trg. Za 500 ameriški evrov. trg Ne, mogoče že spet ne šans. toliko, ker pač ameriški trg je res, imajo kar cene za stvari, ne. Ampak po drugi strani, pač ljudje pač ne spoznajo se toliko na to, oziroma ne vejo toliko o teh zadevah, zato pol pač ne vem, a hočejo dati 3,500. Poleg tega, Za ves ta, software, ja. ki obstaja na teh sistemih, je pač povsem nov in ni nekaj, kar Ja. lahko apliciraš na en drug sistem, ki je že Ja, obstajal. nič za to še ni narejen. Everything is praktično. new. Ja, Mm. pač Ja. vse je Apple, kar je naredil. Plus dodatna stvar je to, da praktično noben noče trenutno dati svoje aplikacije za Apple. Ne? Pravijo, Apple sicer klejma, da bo vse trenutne obstoječe aplikacije, ki so za telefone, tablice njihove, ne, da bojo delovale na se pravi na headsetu, na Vision Proju, ampak recimo Netflix, YouTube,
Ja, Netflix vem, da ne bo. Netflix, Spotify mogoče, ne vem, ene par teh ponudnikov aplikacij je odstopilo od headseta in noče imeti aplikacije gor. Recimo Netflix vem, da garantije noče biti. Ja, Netflix in da vem, so da noče. odstopili. Ne bojo delali native aplikacije, lahko pa kao preko Safarija uporabljaš vse še zmeraj. Ja, mislim, blokirali ne bojo strani. To je že spet ful razlike. Zdaj, native aplikacije, oni že itak imajo svoj streaming servis, ta Apple TV oziroma Apple Plus ali karkoli se imenuje. In to bo kot natively že na voljo pri instalaciji. Ne, se je bilo tudi jezni so bili čisto vsi developerji, ker je ves čas Apple potegnil svoj cut stran. In to kar konkreten. Tako pa so pa šle v nove novice. Se pravi, ne dolgo nazaj. Sicer zdaj zaradi EU regulacij, ker so odprli se pravi ekosistem, pa to, da so zelo odprti štacune. Neke banalne cifre smo slišali, zdaj ne vem, če je to potrjene, ampak da ne bi vzel tudi za 60%. Ja, torej, če bi ti naredil 10 milijonov iz svojega appa, bi Apple vzel 6, ne vem koliko milijona evrov. Pač te so neke cifre, ki so zdaj vam prišle, ampak ne vemo sicer, koliko so realne, ne vemo, če je ta vir res pač pravi, pač resničen, ni še čisto potrjen, ampak mogoče je to osnovno soglasje in potem seveda tisti, ki so malo večji prodajalci, ki imajo malo večji margin, mogoče imajo individualne pogodbe, s katerimi pridejo do boljših katov, right?